Ta konec tedna bo v Italiji potekalo svetovno prvenstvo v skejtanju, ki ga bomo prenašali na Planet 2. Pogovarjali smo se s komentatorjem prenosa Markom Žumrom Fogijem in vsestranskim skejterskim navdušencem Klemnom Bučanom. Poglejmo. Čez vikend se bo v Italiji, natančneje v Rimu, odvijalo svetovno prvenstvo v skejtanju, ki ga bomo predvajali na programu Planet 2. V soboto ob 16:30 bo potekal polfinale, kjer se bo pomerilo 16 deklet ter 16 dečkov in najboljših 8 iz obeh skupin bo tekmovalo še v nedeljo v finalu ob 19. uri. Pogovarjali smo se s komentatorjem prenosa Markom Žumrom Fogijem. Ja, jaz se že zdaj ful veselim tega, glede na to, da je bilo lansko leto svetovno prvenstvo na isti lokaciji, ki bo zdaj, tako da to bo po mojem bomba vseh bomb. Absolutno bo največji skate dogodek na svetu, glede na to, da cel teden je že ekipa dol. Vsak dan se pojavljajo nova imena iz celega sveta skejtenja. Brazilija, Japonska, Evropa, Amerika, Kanada, mislim, ni da ni in to bo spektakel, absolutno. Od popoldneva do večera to bo sam padal, bo po domač povedano. Hudobo. Kultura skejtanja je pri nas v Sloveniji nekoliko drugačna kot po svetu, predvsem v Ameriki. Če se postavim v vlogo očeta in ne bi nekako svoji hčerki dovolil z 10 leti, da bi ona opustila šolanje in vse tiste potencijale, ki so, da bo lahko nekoč imela neko službo, ne, da bi se zdaj začela ukvarjati z nekim športom, ki je. To je vse časovno omejeno, ne. Nimamo nekih velikih poligonov in mislim, da je mentaliteta Slovenca še vedno, da je skejtanje hobi, kar ni toliko slabo, ne. Eden izmed zelo navdušenih skejterjev je tudi Klemen Bučan, radijec in televizijski voditelj, ki si pri svojih 41 letih še vedno tedensko vzame čas za svoj hobi in uživa na svojem skejtu. Ravno zadnj sem razmišljal, koliko časa je skejtal. 25 let, ne, 16 let sem bil star, srednja šola. A že ko sem bil majhen, sem se malo vozil, vedno mi je bilo to zanimivo. Skate mi je bilo tako, kar veš, letiš na nečim nad tlemi, pa tisti filmi so bili Back to the Future, pa ne vem, Junak na rolki, Trash in naslov. Zdaj smo pa mi srednja šola, zdaj sem pa jaz skupil skate, zdaj pa jaz to ful začel. In res sem se ga kupil takrat v Obsessionu, spomnil se še zdaj Blind Deck, ena gejša bejba je bila gor. In res sem se zaljubil, tako v tistem trenutku skate sem od takrat naprej vsak dan 2-3 ure, tako več let skupaj nekje do službe, no. Klemenovo življenje je v celoti prepleteno s skejtanjem, saj ga je celo inspiriralo pri izbiri sinovega imena Kasper. Mislim, da smo enkrat raven z Markom Fogijem, smo nekaj šli, pa je bilo moje zraven in je bila neka debata o skejtanju in je nek skejter, ki se piše Kasper in en trik je na skejtanju, ki je Kasper flip. Spomnim, kako si moja to zapomnila in je, meni pa ful všeč ta ime Kasper. V bistvu, ki se je rodil, mi ga je prenesla in rekla, dajte ga 300 in jaz ga tako gledam in res ni. In meni je od tistem prešinila, rekel, ma kje je? Prav čisti Kasper zgleda. Takrat, ko tistem trenutku sem ga videl, mi je pa ta ime prišel nazaj in sem rekel, ne, prav navihan Kasper, tak, nek ta skejterski duh, divji, navihan. Sem rekel, ne, ni šans, da si ti 300, ti si Kasper.